Pri bolnikih s težkimi boleznimi, kakršna je tudi rak, je zelo pomembno, da se tudi pravilno prehranjujejo, kajti to je eden od pomembnih elementov, ki poleg zdravljenja pomagajo pri čim bolj uspešnem boju z boleznijo. Nam lahko na to temo poveste, kako je v praksi, kako pogosto se pri vas oglašajo pacienti in na kakšen način jim lahko pomagate? V bistvu pomagamo tem bolnikom z prehransko obravnavo. Ta prehranska obravnava zahteva seveda multidisciplinaren pristop, v katero so vključeni praktično vsi zdravstveni delavci in sodelavci. Potrebno je bolnike že takoj ob postavitvi diagnoze prehransko presejati, da ugotovimo, če so bolniki prehransko ogroženi in jih potem seveda takoj napotiti na pregled k kliničnemu dietetiku. Kako pogosto pa se bolniki obrnejo na vas s prošnjo za tovrstno pomoč? Je to del rednega zdravljenja, obravnave? Je že to del rednega zdravljenja, praktično pogledamo že vse predoperativnim posegom, predabdominalnim kirurškim posegom pogledamo že vse bolnike. Veliko bolnikov je napotenih k nam strani zdravnikov, ki bolnike začnejo zdraviti. Kakšne pa so ugotovitve glede ustrezne prehranjenosti obolelih? Velika večina bolnikov je podhranjenih že pred postavitvijo same diagnoze, kajti prisotnost bolezni rak pomeni tudi prisotnost povečanih katabolnih procesov v telesu, posledično poslabšanje apetita, zmanjšanje telesne mase oziroma hujšanje, kar že privede pred postavitvijo diagnoze do razvoja podhranjenosti.